Pozdravljeni. Je oče McLarena MP4/4 Steve Nichols ali Gordon Murray? Vprašanje, ki je v teh dneh še kako aktualno. O avtorstvu projekta McLarena MP4/4 se vleče polemika dolga že kar nekaj desetletij. Imamo zagovornike Gordona Murraya, genialnega južnoafriškega inženirja, ki je prišel v McLaren in nekako sprožil to revolucijo, in imamo zagovornike, ki očetovstvo tega projekta pripisujejo Steveu Nicholsu. Ameriškemu inženirju, ki je v McLarenu zrisal že prej zmagovalni McLaren MP4/3 in nato imel tukaj razburkano kariero. A Steve Nichols je pred časom podal izjemno zanimiv intervju, kjer poda svoje videnje te zgodbe. In ta več kot 2 uri dolg intervju sem si ogledal ter nekako našel kar nekaj zanimivih točk, na katere bi vas rad opozoril. Namreč, konec koncev, vsakdo izmed nas si lahko ustvari svoje mnenje, a mnogokrat nam udeleženci teh zgodb povedo le tisto, kar je nekako voda na njihov mlin. Čistiti moramo na začetku nekaj pojmov. Najprej o samem bolidu. McLaren MP4/4 je najbolj zmagovalni bolid v celotni zgodovini Formule 1. Nedvomno avtor tega projekta ima tisto slavo najboljšega projektanta v Formuli 1, lahko bi rekli vseh časov. In seveda, mnogi se lahko ne bodo strinjali s to idejo, ampak niti zmagoviti Mercedesi iz zadnjih sezon se niso približali odstotkov rezultatov, ki ga je dosegel ta McLaren v sezoni 1988. Je vrhunec tiste prve dobe turbomotorjev v Formuli 1 v svoji zadnji izvedbi in je nekako skupek raznih idej, ki so pripeljale praktično ta bolid skorajda do popolnosti. Steve Nichols trdi, da je ta ideja, katera je pripeljala do realizacije tako fenomenalnega bolida, samo in izključno njegova. Po drugi strani imamo zagovornike, ki trdijo, da je McLaren MP4/4 idejno nadaljevanje Brabhama BT55. Projekta, ki na prvi pogled ni bil tako uspešen, ampak plod genija Gordona Murraya. Gordon Murray se je iz Brabhama preselil k McLarenu in je postal tehnični direktor. Torej, po hierarhični lestvici je bil nad Nicholsom. In sedaj vprašanje, kaj naredi McLarena MP4/4 tako posebnega, da še danes govorimo o njem. To je bolid, kjer so dosegli praktično skorajda minimalno čelno površino, znižali so bočne strukture, strukturo za samo vozniško glavo. V bistvu edina zadeva, ki je strčala nad silhueto voznika, je bil varnostni lok. Vidimo tudi spredaj na čelni površini izjemno malo same oblike bolida in to je omogočilo Ayrtonu Sennu ter Alainu Prostu, da sta v sezoni 88 v bistvu kraljevala na progah svetovnega prvenstva Formule 1. In podobnega koncepta je bil tudi Brabham BT55, da je imel različen motor, tehnične težave, ogromno odstopov ter povzročil je tudi smrt Elija De Angelis. In prvi dvom, ki ga je treba sedaj razčistiti, je ta.
sta Brabham BT55 in McLaren MP4/4 sploh v kakem sorodu? Steve Nichols pravi, da ne. V svojem intervjuju trdi, da je sam hotel čim bolj znižati vse oblike bolida, prestaviti težišče zmeraj bližje tlom in tako je nastal prej citiran bolid. Tisto, kar mnogi viri trdijo, da je Gordon Murray seboj prinesel načrte Brabhama BT55, imenuje kot izmišljotina. Dobesedno je povedal, da zakaj bi pri McLarenu gledali 2 sezoni stare načrte bolida, ki je bil neuspešen. Seveda, iz njegovih ust ima ta trditev svoj smisel. A Gordon Murray je bil stopničko nad njim. On je bil tisti, ki je nadziral sam projekt. In kaže, da se je mnogim, recimo temu starejšim inženirjem pri McLarenu dobesedno zmeril. 4. avgusta 2021 na članku objavljenem na spletni strani Motorsport magazina lahko dobimo kar nekaj zanimivih izjav, ki postavljajo Steva Nicholsa dobesedno na laž. Neil Otley, drugi znameniti inženir pri McLarenu, je priznal, da v tistem času so imeli pri projektiranju na razpolage risbe Brabhama BT55, da so nekako izhajali iz tega bolida, no, čeprav Neil Otley ne ceni Gordona Murraya. Sam Murray je izjemno razočaran nad tem, da se nekako drugi kitijo z njegovo slavo in zmeraj je dejal, da potrebno je samo primerjati oba bolida, načrte enega in drugega, ter videli bomo, odkot izhaja tista genialna zamisel. In tu smo seveda pred dilemo, namreč. Steve Nichols bo trdil, da je ideja njegova, Gordon Murray nam bo kazal razvoj načrtov. Ampak sami lahko pogledamo korak naprej, kaj imata skupnega ta dva bolida. In verjeli ali ne, podobnost je izjemno očitna na eni majhni podrobnosti, na shemi prednjega vpetja. Namreč Steve Nichols v skoraj 2 uri dolgem intervjuju nikoli ne omenja geometrije prednjega vpetja. Ta je tako imenovana pull rod, kjer je ta element samega podvozja speljan iz zunanjega zgornjega kota na notranji spodnji kot. Čisto obratno kot tisti push rod, ki je imel predhodnik MP4/3. In ta geometrija je pri McLarenu vztrajala še kar nekaj sezon. Tudi na naslednjem modelu, znanemu v McLarenu MP4/5. Tu je varianta MP4/5B iz sezone 1990. Sprednje vpetje je čisto enako. In vprašali se boste, kakšno zvezo ima to z Brabhamom BT55. Pa bodimo taki, kot je nam je predlagal Gordon Murray. Primerjajmo McLarena z Brabhamom. V sprednjem delu boste videli iz tega zgornjega posnetka, da je vpetje skorajda identično. Seveda so določene razlike, kajti po nesreči, ki jo je doživel Jacques Laffite, so spremenili pravilnik in vpetje ni smelo biti več blizu nogam samih voznikov. A geometrijsko je zadeva identična. In seveda drži dejstvo, da je lahko Steve Nichols prišel do iste ideje kot 2 sezoni pred njim Gordon Murray
in da sploh ni gledal tistih načrtov, ki so jih imeli na razpolago. Prihajamo do druge zanimive točke. Obstaja izjemno dobra monografija, ki jo obdeluje McLaren MP4/4. Namreč v tem delu je opisano kar nekaj zanimivosti, ki nam pripoved Steva Nicholsa kaže čisto v drugačni luči. Namreč v samem poglavju, ki je posvečeno tako obesanju kot vzmetenju, se mnogokrat nanašajo na rešitve, ki so jih predtem imeli pri Brabamu. Torej, neka povezava je med BT55 in MP4/4. Menil sem, da je ta geometrija sledila tudi na naslednjem modelu. Ko Gordon Murray ni bil več tehnični direktor, je naslednji McLaren MP4/6 se vrnil na tisto, kar smo videli pri McLarenu MP4. Če je kdo izmed vas si ogledal intervju, je opazil, da Steve Nichols citira protestno pismo, ki so ga zaposleni pri McLarenu poslali Martinu Whitmarshu. Šlo je za protest v zvezi z knjigo, ki je nastala prav o McLarenu MP4/4 in kjer po mnenju teh strokovnjakov zadeve niso bile prikazane tako, kot je treba. A ni šlo za to publikacijo, temveč za knjigo Iana Bamsija. In ta citirana publikacija, ki jo vidite tu, je z vseh strani sprejeta kot mirodajna. Drugače se ne bi na njeno prvo stran podpisala tako Gordon Murray, kot seveda tudi Steve Nichols. A tu bi rad dodal še nekaj. Pri teh primerjavah, kako izgleda določen element bolida Formule 1, dajem moje osebno mnenje, ki je lahko pravo ali seveda tudi napačno. A znani avtor Giorgio Piola je 3. aprila 2021 podal tudi svoje videnje na ta spor. In v članku objavljenem na motorsport.com je povedal, da nedvomno se vidi DNK Brabhama BT55 v McLarenu 4/4. Mnogi izmed inženirjev, ki so bili prisotni pri nastanku McLarena MP4/4, so dejali, da Gordon Murray, ko si pripisuje avtorstvo tega projekta, verjetno živi v neki paralelni realnosti glede tistega, kar so doživeli sami. Treba je razumeti nekaj. Gordon Murray je bil tehnični direktor. In mislim, da si nihče izmed nas ne predstavlja, da tehnični direktor pri ekipi Formule 1 izračuna vsako podrobnost in nekako premisli za vsak vijak, ki je mora biti in s kako silo mora biti zatisnjen. Zato ima ekipo sodelavcev. In to ekipo sodelavcev je vodil Steve Nichols in tudi nobenega dvoma. A nad njim je bil Gordon Murray. Namreč, mnogi izmed nas se boste sedaj začeli spraševati, kaj se je pa zgodilo s Stevom Nicholsom po tem pomembnem projektu. Zamenjal je kar nekaj ekip. Namreč, po McLarenu smo ga videli v Ferrariju, nato je šel v Sauber, v Jordan, se vrnil nazaj k McLarenu, ter na to kariero končal pri ekipi Jaguar. Bodimo iskreni, koliko izmed vas, ljubiteljev Formule 1, pa tako pozna ime Steva Nicholsa? Koliko projektov, katerih avtor je ta inženir, vam je ostalo v spominu? Zakaj nekdo, ki je bil pod nivojem tehničnega direktorja, si lasti avtorstvo neke ideje? Rad bi vam podal
lep primer. Steve Nichols je bil zopet pri McLarenu v vlogi svetovalca v sezonah 98 in 99. Hierarhično 6 stopničk nižje od tistega mesta, ki ga je zasedal malo prej. Takrat je nastala družina bolidov, ki so nam verjetno bistveno bolj znani. McLaren MP4 Comicline 13 in seveda 14. Tehnični direktor v tistem obdobju je bil Adrian Newey. Kdo izmed nas dvomi, kdo je bil tisti glavni avtor in pobudnik teh projektov? Bi kdo avtorstvo tega bolida pripisal Steveu Nicholsu, ali je splošno znano, da je genij, ki je izračunal in nekako sprojektiral ta bolid, Adrian Newey? Seveda, vsakdo izmed nas ima lahko svoje mnenje. A zopet bi se rad vrnil na intervju, kjer Steve Nichols dobesedno razloži, zakaj je prišlo do tega spora. Trdi namreč, da Gordon Murray hoče nekako izbrisati iz svoje inženirske zgodovine tisto črno piko, ki jo je ustvaril z Brabhamom BT55. Nekako tako bi lahko prepričal ljudi, ki ga financirajo, da bojo zopet vlagali in kupovali njegove avtomobile. Pa obstaja še druga varianta, na katero pa ni opozoril. Namreč Gordon Murray kot tudi Steve Nichols izdelujeta petične športne avtomobile. Gordon Murray je tudi avtor, nesporno, enega izmed najbolj pomembnih super športnih avtomobilov, McLaren F1. In danes ga je poustvaril. Namreč Gordon Murray Automotive izdeluje tako imenovani T50. Bolid, ki je idejni naslednik tistega McLarena. A tudi Steve Nichols ima svojo tovarno avtomobilov, kjer izdelujejo model N1A. To je zopet nek idejni naslednik prvega superšportnika, ki so ga naredili pri McLarenu, ko je Bruce predstavil M1A. A obstaja velika razlika. Steve Nichols trdi, da je Gordon Murray tisti, ki rabi ugled McLarena MP4/4. Prav je Gordon Murray narisal nekatere izmed najpomembnejših bolidov v zgodovini Formule 1. Brabham BT44, 46, 49, 52, če bi lahko naštel. Na njegovi spletni strani zgodbe o McLarenu MP4/4 ni. A ta zgodba se čudežno pojavi na spletni strani Steva Nicholsa. Tudi da ima to kakšno zvezo z njegovim projektom. Prav to me je spravilo v rahel dvom glede celotne zgodbe. Je možno, da Steve Nichols druge kako obsoja tistega, kar počne sam? Zakaj je Steve Nichols v bistvu tako na hitro odšel z McLarena skupaj s Prostom k Ferrari? Zakaj po tako uspešnem delu na bolidu Formule 1 ni ponovil teh uspehov? Zakaj ga ne poznamo tako kot na primer Maura Forgerija ali Barnarja? Vprašanja, katera so umestna in nam kažejo praktično, zakaj pravzaprav pri celotni zgodbi gre. Tem, da je Gordon Murray eden izmed najbolj genialnih inženirjev v zgodovini Formule 1, mislim, nam ni treba spraševati. A zakaj prihaja do te polemike? Na uradni strani McLarena se avtorstvo ideje pripisuje obema in konec koncev nas prav oni sprašujejo, ali je to sploh važno.
In če smo pravzaprav iskreni, bomo lahko povedali naslednje. Avtorja sta res lahko oba. Eden je dajal zamisli ter reševal težave, Gordon Murray, drugi je pa fizično te ideje prenesel na papir, Steve Nichols. Seveda, kdo ima več zaslug, se lahko odloči vsak sam, ampak ideja, ki nam jo Nichols da v svojem intervjuju, je malce preveč radikalna in malce preveč enostranska. Sam Gordona Murraya tako ne bi izpuščal iz te enačbe. Ampak za danes, kot običajno, bo to vse. Hvala za vašo pozornost.